V bistvu je danes dokazano, kako pomembno je odzivanje na enega od presejalnih programov, to je program Dora. Kako veliko ženskam je udeležba v tem programu v resnici dobesedno pomagala rešiti življenje. Kaj svetujete ženskam? Zagotovo to naj se udeležujejo tega programa. Zakaj je to tako pomembno? Ja, zagotovo čisto vsaki, ki so odkrili tako predrakave ali že rakave spremembe v okviru Dore, je bilo tako rečeno življenje rešeno, ker je bilo to odkrito dovolj zgodaj. Dora ima to veliko prednost, da odkriva netipne spremembe, preden jih lahko zaznamo, kar pomeni za bolnico potem manj zdravljenja, manj napora in seveda boljši izid bolezni. Tako da apeliram res na vse ženske med 50 in 69 letom, da ko dobijo vabilo, naj ga ne zavržejo, ampak naj se nanj odzovejo. Po drugi strani pa se velja zdaj v tej COVID resničnosti, ki zagotovo ni dobrodošla, je pa pomembno spremenila dogajanje tudi v slovenskem zdravstvu, odzivati in zahtevati pravice zavarovancev, kadar je to potrebno. Torej, če neka ženska pri sebi opazi spremembe, ki jo skrbijo, ko vidi, da se njeno telo odziva drugače, da so spremembe skrb vzbujajoče, v bistvu ne sme čakati, ampak mora zahtevati, vztrajati pri pregledu. Ja, res je, ne smemo dovoliti, kot smo v zadnjem času tudi od strokovnjakov večkrat slišali, da COVID ustavi diagnoze drugih bolezni. Tukaj lahko govorim direktno tudi za onkološke bolezni, raka dojk. Tako da vsi, ki karkoli zaznajo, ženske, če zatipajo kakšno spremembo, opazijo mogoče izcedek iz dojke, naj vztrajajo, veliko se jih tudi potem na nas obrne, kako naj pridejo do ustrezne obravnave, naj vztrajajo, da dobijo napotnico in da se stvar razišče, ker zdravstvo deluje naprej, vendar včasih moramo biti sami mogoče malo bolj tečni, po domače povedano, da dosežemo oziroma da pridemo do ustrezne obravnave.